Novi videoposnetki v seriji skrivaj posnetih pogovorov, v katerih naj bi na političnem parketu znane osebe razkrivale, kako deluje sistem vpliva in povezav. Tokrat je o domnevnem vplivu premierja Goloba na slovenske državne družbe govoril nekdanji svetovalec Mira Cerarja, lobist Rok Hodej. V Golobovem gibanju Svoboda so prepričani, da za akcijo anonimnih posnetkov stoji ekstremna desnica. Opozarjam, metode pa niso nove. Zgodovinarji jih poznajo že iz nacistične Nemčije pred dobrimi 9 desetletji. Mednarodno pravo je praktično mrtvo, ker ga ubijajo desničarski samodržci, ki kričijo, da za njih pravila pač ne veljajo. Kako pa predsednici državnega zbora odgovarja opozicija in predvsem, kaj pravi premier Golob? Ta se je danes prvič po 3 dneh odzval pred kamero. Kaja Kobetič. Po nekdanji pravosodni ministrici in eni najvplivnejših odvetnic, ki sta v skrivaj posnetih videih govorili o domnevno veliki vlogi prvega predsednika in načinu delovanja ljubljanskega župana, brez ovinkarjen pa tudi pojasnjevali domnevni vpliv premierja Roberta Goloba. You have police who is quite a lot influenced by the current government. He's still kind of running G9 from the background. Se je v novih sinoči objavljenih posnetkih znašel še trenutni lobist, sicer nekdanji svetovalec za odnose z javnostmi v Cerarjevi vladi Rok Hodej, ki je prav tako razglabljal o zakulisnem dogajanju v državi, po posnetkih sodeč tudi o premierju. He is the guy that has who managed to establish his influence on all the, we call them subsystems of the country, right? So he also manages the SDK in a way that they have direct influence over companies. Kako komentira v izjavah opisan domneven modus operandi vladanja premierja Roberta Goloba, danes vprašamo ob robu dogodka, ki se ga je udeležil skupaj z Zoranom Jankovićem. Da imate vpliv na policijo, na sodstvo, na državne družbe? Sprva premier zadeve niti danes ni želel komentirati, nato pa si premislil in se pred našim mikrofonom ustavil. Za to inštitucijo, obrnite se na njih, vam bojo dali vse informacije. Ampak kako pa komentirate? Ni to stvar politike. Torej zanikate te izjave? Premlada so. Ampak lahko še enkrat povem, zato ker se mi je res neverjetno. Obstajajo inštitucije, ki se s tem ukvarjajo, neodvisne. A bi enkrat za spremembo zaupali inštitucijam, ker mene vedno lovite, zakaj jim ne zaupam. Dajte jim zaupati, bojo dali oni vse odgovore. Na dodatna vprašanja glede vsebine posnetkov pa ni odgovarjal. Po uslugah na gospodarskem ministrstvu, s katerimi se je hvalila Zidar Klemenčič, pa tudi Hodej kot vplivnega omenja aktualnega ministra Matjaža Hana. Ampak jaz žal s temi, ali pa hvala Bogu, s temi gospodi nisem nikdar sodeloval. Nekateri verjetno želijo priti do posla in so pripravljeni marsikaj povedati, tudi tisto, kar drži in tisto, kar ne drži. In to pa za moje pojme ni korektno. Hodej danes sicer posnetke pojasnjuje podobno kot njegovi predhodnici, da se je večkrat dobil s predstavniki domnevnega investicijskega sklada, gre za istega, ki je kontaktiralo tudi Švarc-Pipanovo z istim namenom investirati v Sloveniji. In dodaja, da so posnetki predstavljeni povsem izven konteksta, saj da je nizal primere, o katerih se špekulira tudi v medijih. Kdo pa po vaše stoji za temi posnetki? Niti ne vem, kako bi mogli gospe pokazati, ker encajt je bila umetna inteligenca, pa ni bila umetna inteligenca, pol ne vem, ali so jedli špagete, pa niso jedli špagete, v glavnem morajo povedati tisti, ki so pač z lahkoto govorili o situaciji v državi. Dvoma, kdo stoji za posnetki, pa ni za Golobovo Svobodo, kjer zahtevajo sklic komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Letošnja kampanja je pokazala, na kako nizko raven se je pripravljena spustiti ekstremna avtoritarna desnica v želji po oblasti. Kajti vse to, kar doživljamo te dni v Sloveniji, se dogaja tudi v drugih državah, kar spodbujajo in financirajo deli ekstremne ameriške desnice. Opozicijska SDS, ki jo v svoji izjavi omenja predsednica državnega zbora, pa se do zaključka naše redakcije ni odzvala. Spletna stran, kjer naj bi objavili še 3 dosedanjim podobne posnetke, dopoldan sicer nekaj ur ni bila dosegljiva, ker je bila, kot gre sklepati, obiskana tolikokrat, da je presegla zakupljeno kvoto.